Danes v Pomurskem dnevniku. Pomurski poletni festival. Razočaranje črno-belih. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. Po 2 letih premora se v Veliko Polano avgusta ponovno vrača priljubljen Pomurski poletni festival. Organizatorji obljubljajo številne popoldanske aktivnosti, kmečko olimpijado ter tekmovanje v kuhanju bujte repe. V večernih urah pa se bodo cel teden vrstili še številni koncerti. Več o njih nam bo zaupala Betina Litrop iz društva Štrk Velika Polana. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala za povabilo. Torej, morda za začetek, po premoru zaradi epidemije se ponovno vrača Pomurski poletni festival. Za kakšen festival pravzaprav gre in kako dolgo že poteka? Tako, ja, končno smo dočakali, da se bo po kratkem premoru v Veliki Polani spet nekaj dogajalo. In sicer letos že 25. na prireditvenem centru Poljana, ki bo ta teden središče vsega dogajanja. Čaka nas veliko športnih dogodkov, veliko kulinaričnih dogodkov, v bistvu za vsakega nekaj in pa seveda veliko večernih koncertov. Morda najprej omenimo te popoldanske aktivnosti, katere pripravljate. Tako, čez teden nas čaka veliko športnih dogodkov in že prvi dan začnemo tradicionalno s prireditvijo. Vsi klačimo s polanskimi pücki. Naši kolesarji se bodo odpravili na eno kratko kolesarsko pot v spremstvu naših polanskih pückov in pa starodobnikov. Potem v nedeljo nadaljujemo s tradicionalnima tekmovanjima Kmečka olimpijada in Štrk si. Tukaj se lahko ekipe potegujejo za različne nagrade in sigurni smo, da so se tudi letos dobro pripravili. Potem v ponedeljek je balinanje. Tukaj se ekipe dvojic potegujejo za mične nagrade in za prva mesta. Potem imamo tudi nekaj nogometnih dogodkov in sicer odvila se bo tekma predstavnikov medijev proti predstavnikom občin. In pa v torek bo naš domači klub Velika Polana odigral tudi eno revijalno tekmo. Potem imamo tudi kuharske dogodke. V bistvu je četrtek pri nas tako kulinarično obarvan in sicer ob 14. bo pričetek tekmovanja kuhanja bujte repe. Kot vsi vemo, je Velika Polana tudi prestolnica bujte repe, tako da bo pri nas spet dišalo iz kotlov. Za naše najmlajše pa gledališče Kukuc pripravlja različne predstave, ki se bodo odvijale čez cel teden. Omenjali ste torej Kmečko olimpijado. Kako poteka ta dogodek? Tako, letos smo v bistvu združili 2 tekmovanji, Štrk si in Kmečka olimpijada. Kmečka olimpijada pa je v bistvu tekmovanje, kjer se ekipe preizkušajo v različnih kmečkih opravilih. Je že dolgoletna tradicija našega festivala in recimo ena igra je, da parkirajo kovla. To je od traktorja. V bistvu taka čisto tipična kmečka opravila in ekipe tekmujejo med sabo. Poskrbljeno pa bo tudi torej za vse ljubitelje kulinarike. Kuhanje v bujti repi, kako bo potekalo, koliko skupin pričakujete? Tako, ja, to tekmovanje kuhanja bujte repe je pri nas zelo dobro obiskano. Zelo radi pridejo kuhati različna društva, različne skupine, ki se prijavijo in je res en pester in zanimiv dogodek. Ekipe se lahko prijavijo na tekmovanje, mi jim damo vse sestavine, tudi kotel, v katerem se kuha, oni pa skuhajo po svojem okusu in potem ocenjevalna komisija na koncu v bistvu oceni, katera repa je najboljša repa v Veliki Polani. Se pa da tudi bujto repo poskusiti na samem festivalu, tako da v četrtek je tudi na voljo na festivalu. Super. Seveda pa kot tradicionalno se tudi letos obeta pester večerni program, katere glasbene skupine se bodo zvrstile. Tako, v soboto 30.7. bodo oder pred skupino otvorili Til Čeh in Petelini, za njim pa bo nastopil šarmanten Luka Basi, ki nam obljublja fešto poletja.
Potem nadaljujemo v nedeljo s skupino Balkan Boysi, ki bodo oder ogreli za skupino The Frajle. V ponedeljek bomo doživeli en tak lep dalmatinski večer, namreč k nam prihaja Klapa Šufit. Potem v torek nas bo zabavala hrvaška skupina Učiteljice, oder pa bo za njih ogrela skupina Weekend Band. V sredo k nam prihajata najprej Čale Sale kot predskupina in za njim pa Magnifico, ki se bo pri nas ustavil v sklopu svoje turneje Tour de l'Amour. V četrtek k nam prihaja seveda, kot se spodobi za tak dan, Dejan Vunjak, ki bo seveda naredil, oziroma verjamemo, da bo naredil veliko zabavo. Petki so pri nas rockersko obarvani, najprej prihaja skupina High Voltage, za njimi pa bo nastopila nam že dobro poznana skupina Bigfoot Mama, ki so pri nas bili že večkrat. Letos tudi praznujejo 30. obletnico, tako da smo zelo veseli, da so z nami. No, zaključila pa bo skupina za predskupine, skupina Prestiž v soboto 6.8. Za njimi pa kot zadnja nastopajoča prihaja Severina, ki nam je tudi že dobro znana in je na oder Pomurskega poletnega festivala stopila že večkrat in verjamemo, da bo tudi letos poskrbela za nepozaben večer. Super. Nekateri dogodki pa so sicer tudi z vstopnino. Kateri in koliko bo znašala vstopnina? Tako, 3 dni bo na festival vstopnina, in sicer v sredo na koncert Magnifica znaša 10 evrov, v petek na koncert Bigfoot Mame prav tako 10 evrov in v soboto na koncert Severine 15 evrov. Vse vstopnice si lahko zagotovite že prej na vseh bencinskih servisih Petrol oziroma na Eventimu ali pa potem na dan dogodka. Je pa do 20:30 ure, mislim, da vstop brezplačen. Tako, vsak dan, ko je vstopnina, pa imamo posebno ponudbo, in sicer do 20:30 ure je vstop na prizorišče prost. Kaj pa bi rekli, da morda za občino Veliko Polano, pa tudi za vas, Polančare, ki tam živite, pomeni ta festival? Mislim, da je ta festival eden najlepših dogodkov, ki se dogajajo v Veliki Polani, že zaradi tega, ker je toliko vsega različnega in ker smo seveda ponosni, da živimo v Veliki Polani, se vedno trudimo, da damo največ od sebe. In mislim, da tudi občani zelo radi pridejo pogledati čez dan, kot tudi zvečer. In je pač en tak ena naša skupna stvar, občina Velike Polane, kjer se vsi radi udeležujemo. Priprave so zdaj že verjetno v polnem teku, je tako? Tako, priprave že potekajo v bistvu nekaj časa, zelo konkretno pa smo začeli ta teden, prizorišče je pripravljeno, tako da samo še čakamo na obiskovalce. Morda izkoristimo to priložnost in tudi povabimo obiskovalce, da se udeležijo festivala. Tako, vljudno vabljeni vsi na Pomurski poletni festival, da se nam pridružite, z nami kaj pojeste, zapojete, zaplešete in da skupaj z nami ustvarite najlepše doživetje vašega poletja. Bettina Litrop iz društva Štrk, najlepša hvala za vaše odgovore ter uspešno izvedbo festivala. Najlepša hvala. Črno-beli so se včeraj na mestnem stadionu Fazanerija pomerili proti ekipi iz Irske. Kako so se odrezali? Pa si poglejmo. Vsekakor zelo boli. Hoteli smo iti stopničko naprej, žal nam ni uspelo. Tako da ja, boli. Tako je z razočaranjem v očeh začel Žiga Kovs po odigrani tekmi proti Irski. Muri kljub premoči in zmagi na prvi tekmi namreč tokrat ni uspelo. Črno-beli so bili kaznovani za neučinkovitost v 120 minutah igre, po strelih z bele točke pa so se napredovanja pred polno Fazanerijo veselili Irci. Nimamo si kaj očitati, normalno. Bili smo boljši, tudi z igralce manj smo imeli lepše šanse, mi mogli rešiti tekmo v rednem delu, pa najkasneje v podaljšku. 11 metrov, so vedno tako, enkrat dobiš, enkrat zgubiš. Nogomet pač enkrat da, drugič pa vzame. To pa še ne pomeni popolnega neuspeha, še pojasni dolgoletni član Mure Žiga Kovs. Kot poudari, so pa imeli tudi na tokratni tekmi preveč neizkoriščenih priložnosti.
Pa ne bi rekel, da smo bili nervozni. Videli smo, da bo ena taka težka tekma. Lahko samo povem, da sem zelo ponosen, da sem del te ekipe. Mislim, da smo izgrali eno zelo težko tekmo z igralcem manj, smo prihajali do šans. Ampak kot je že v naši navadi, žal so spet ostale neizkoriščene, ampak enkrat nogomet da, enkrat ti ne da, žal nam danes ni dal. Trener Čuntala poudari, da so kljub porazu zadovoljni s svojim nastopom. Prvi polčas je morda bil malo slabši, v drugem polčasu pa so se na to črno-beli dobro odrezali. Moram povedati, da v prvem polčasu nisem bil najbolj zadovoljen. Čeprav smo imeli situacije, bistveno več od njih, ne vem, če so nam oni bili posebej nevarni, ampak vseeno nisem bil zadovoljen, zato smo tudi v polčasu neke stvari še korigirali. Mislim, da smo potem do te izključitve res postali vedno bolj dominantni, nasprotnik je težko zadržal žogo, ker smo bili više tudi agresivni. Tudi po vseh menjavah se je zdelo, da smo še nekoliko dvignili ritem in da so trpeli. Ampak potem je prišla ta izključitev, ki je potek tekme vseeno obrnila. Čeprav smo na to zelo dobro stali v obrambi, se dobro branili, odlično. Gledam to, da se toliko časa ponavlja, da kako dolgo nismo zdržali brez prejetega zadetka, smo danes 120 minut, 50 minut z igralcem manj, odlično delali v obrambi, tudi napadalci, vsi so trpeli, vsi so delali za to, da ne prejmemo zadetka, poleg tega pa smo si še ostavili zopet nekaj res lepih priložnosti, katere bi vsaj eno morali izkoristiti, če želiš napredovati to Evropo. Je pa ekipa dobro pripravljena in to ne bo spremenilo njihovih načrtov. Treba je iti s ponosno glavo naprej. Po vsaki zmagi povemo, treba odmisliti, danes se poveseliti, jutri na novo, tako moramo ta poraz. Koliko bo pa pustilo posledico, pa bomo videli. Vsekakor se zdaj popolnoma fokusiramo na prvenstvo, čez 3 dni nas že čaka tekma, danes smo igrali 120 minut, utrujeni smo, normalno, ampak to treba zgarati, oddelati v nedeljo, potem bo daljši teden, kjer se bomo lahko regenerirali in cilj nam je, tako smo pred sezono povedali, vrh prve slovenske lige, torej ostite med prve 3 in od jutri naprej mora biti fokus samo v to. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 28 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi namerili 25, v Krajinskem parku Goričku, v Murski Soboti in Radencih pa 28 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno in deževno, čez dan pa bo dež od zahoda oslabel in ponehal. Prehodno bo zapihal severni veter. Popoldne se bo večinoma razjasnilo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 18, dnevne pa okrog 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, a brez izrazite vročine. Nekaj več oblačnosti bo občasno na vzhodu, kjer bo v nedeljo še pihal severni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 15 do 18, čez dan pa od 26 do 30 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.